A se kdo boji črnega moža? Kaj pa če pride? Ne le črnega moža. Otroci, ki so se udeležili že 5. akcije Šolar na smuči, se niso ustrašili niti ostalih izzivov na snegu. Predvsem pa so bili neustrašni tisti, ki so si na noge sploh prvič pripeli smuči. Ok, otroci, preden damo smuči gor, moramo preveriti, da so vezi od spodaj zaklenjene. Vidite? So poravnane. Nato damo prste, pancerjih noter, pogledamo nazaj, pete poravnamo in pritisnemo dol. Slišali boste klik in veste dvigne gor. To je popolnoma zaprt smučarski čevelj na naših smučeh. Ok? Super! Peljeva se naravno sporedno smučmi, ne? Leva, desna. Smuči so sporedno, ko bomo pa hitreje šli in se želimo zaustaviti, daš roke na kolena in pete potisneš na razen. Naredi se od spredaj trikotnik in se zaustaviš. No, dejva. 3, 4, zdaj. Roke na kolena in pete na razen. Pička se naredi. Bravo. Pri samem alpskem smučanju najprej pazimo na celotno varnost otrok in učiteljev na smučiščih. Treba je predvsem paziti tudi na njihovo sposobnost, koliko so pripravljeni, koliko si želijo osvojiti, da jih ne preforsiramo v neko aktivnost. Vsekakor tudi postopoma, počasi ponujamo vso to znanje, da jo osvojijo in ponotranjijo, tako da v bistvu zljubijo šport in tudi osvojijo so znanje. Meni je bilo odlično. Enako. Jaz se ful dobro počutam na snegu. Sploh pa smučanje mi je zelo všeč. Sicer sem šele tretjič na smučkah, ampak mi je zelo všeč, ja. Kaj ti je pri smučanju najbolj všeč? Vse. Smučati, pa vijukati. Ja, v bistvu, kot vidite, pripravili smo jim lepo kuliso, pravo zimsko idilo, vreme prekrasno in pa seveda bi rekel v bistvu poligon za tečajnike, začetnike. Kot vsako leto v bistvu bomo začeli tukaj na vrhu Uniorčka. Otroci, ki že smučajo, so šli z učitelji v bistvu že po progi dol. Pripravljamo imamo tudi tekmovalni poligon, da se lahko otroci preizkusijo med vožnjo med količki. Drugače bom pa rekel, upam, da ti otroci nekje do malce osvojijo tudi že lisico na Uniorčku. Organizatorji skušajo vsako leto akcijo dvigniti na še višji nivo. Ja, zelo nas veseli, da že peto leto zapored smo uspeli, oziroma bomo uspeli spraviti 2500 otrok na sneg. Kot vsako leto tudi leto začenjamo na Krvavcu z Šolar na smuči Open. Danes na Krvavcu smučajo vsi otroci do 15. leta brezplačno. 270 otrok je v šoli smučanja. Prijave danes so potekale za splošno javnost, se pravi ne preko šol, ampak pač starši so lahko prijavili otroke z neomejeno starostjo. Od jutri naprej, se pravi od ponedeljka, pa akcija v 4 slovenskih smučiščih, poleg Krvavca tudi Rogla, Cerkno in pa Mariborsko Pohorje. Vsak dan 100 otrok na vsakem smučišču in na koncu bo nekaj čez 2500 otrok sodelovalo v akciji, ki verjamem, da bo zopet več kot polovica tistih, ki bodo prvič stopili na smuči. Zelo smo veseli, predvsem, da še vedno imajo partnerji, pokrovitelji posluh, da namenijo sredstva za to, da lahko mi omogočimo tem otrokom res eno super izkušnjo in da se potem seveda vračajo na smučišča, to lepo izkušnjo poskušajo gojiti naprej. In poleg seveda vseh teh centrov smučarskih pokroviteljev so z nami tudi Smučarska zveza Slovenije, Zavod za šport Planica in policija. Tako da gremo nekako v istem tempu z isto ekipo naprej. Ja, na Zavodu za šport Republike Slovenije Planica skrbimo, da se športni programi, ki so del interesnih programov v Republiki Sloveniji, izvajajo in krovno vodimo zadeve. In tudi šole potem izvajajo programe. Del teh programov je tudi današnja akcija in celotedenska akcija Šolar na smuči.
Akcija Šolar na smuči letos poteka že 5. Kako ste zadovoljni z odzivom? Ja, moram reči, da v letošnjem letu je odziv zelo dober. Sicer se pozna, da je v letošnjem letu k akciji pristopilo eno smučišče manj kot v preteklem letu, tako da se nam je v letošnjem letu prvič zgodilo, da smo mogli šole tudi zavračati, ker so zamudile s prijavo in so bile vse kapacitete polne. V preteklih letih, ko smo imeli malenkost več prostora za otroke, smo te skupine vse lahko zapolnili, v letošnjem letu pa je bil to problem in tudi interes, če ga primerjamo s preteklimi leti, je bil večji kot v preteklosti. Projekt se pripravlja praktično celo leto. Gre res za velik projekt in celo leto nekako potekajo organizacijske priprave. Ključno je nabrati sredstva in dokler so pač pokrovitelji z nami v tej meri, potem je vse skupaj lažje. Seveda potem je treba pa kar nekaj tega dela v posameznih centrih, ti koordinatorji morajo razdeliti vse te otroke v skupine po znanju, po starosti. In seveda, če želimo dodati še tisto dodatno vsebino, dodaten program, kot je danes tukaj na Krvavcu z raznimi aktivacijami, maskot, okrepčila in tako naprej, seveda to potem terja še dodatno delo. Vsekakor je pa pač tisto osnovni cilj, da vse skupaj poteka varno in zelo smo veseli, da v tej akciji pač ni bilo nekih do zdaj poškodb in da grejo otroci nasmejani domov. Izjemno sem zadovoljen z samim sporočilom in namenom akcije, kajti Smučarska zveza nekako čuti, da je to njeno poslanstvo, da sodeluje pri vseh akcijah, ki omogočajo, ki spodbujajo otroke, družine, da grejo na sneg. Seveda povsem v širšem smislu spodbujati gibanje v naravi in pač po zimi je najbolj krasno početi nekaj na smučeh. Tako da akcija res odmevna, 5. leto in uspešna in samo želim si, da bomo vztrajali na tem in morda še nadgrajevali. V katero smer naj se akcija razvija? Predvsem, da zajame tudi morda tiste otroke, tiste šolarje, ki si morda ne morejo privoščiti samega smučanja ali pa so tako oddaljeni, da nekako rabijo malo spodbude in jim to približati. Kako se počutiš? Odlično. Kaj ti je najbolj všeč? Da smo šli smučati. Vijuge delati. Da moraš ustaviti, pa da moraš v hribu iti po strani. Ko skačem na skakalnicah. Drži, danes je kar veliko obiska, imamo različne osnovne šole, 4. in 5. razrede. Naš namen je, da z alpsko šolo pridobijo osnovno znanje, osnovne tehnike smučanja alpskega, tako da upamo, da bo čim bolj pogumni, zainteresirani za učni transfer, tako da bomo tekom tedna res že postali pravi smučarji. Ja, meni je super že tako z otroki nasploh delati, no, ker vidiš tiste iskrice v očeh, želijo se nekaj novega naučiti in ni jim neroden in ni jih strah, ker niso imeli še nobenih slabih izkušenj, tako da z otroki je vedno fajn delati. Otroci so zelo zabavni, kaj vam ostane recimo po takšnih srečanjih najbolj v spominu? To je v bistvu največ nam to pomeni, da otroci uživajo, da so srečni, da na koncu dneva povejo staršem, kako so uživali in te občutki so najbolj pomembni za nas učitelje in za vse, ki smo v smučanju in s tem uživimo in nam je to največ pomembno. Kako dolgo traja recimo, da se res lahko dobro naučil smučati? To je pa čisto odvisno, otroci zelo hitro napredujejo, ponovadi v enem dnevu, v parih urah že speljajo, se lahko že sami peljajo. Pri starejših pa gre to malo počas, ampak odvisno od človeka. Lahko že v enem dnevu, lahko v 2 dneh, ampak odvisno tudi od prejšnjega znanja pa športa. Zagotovo je zelo zabavno delati z mladimi. Kaj vam na koncu takšnega dne ostane v najbolj v spominu?
Ja, z otroki je zelo zabavno delati. Pri delu pozabiš na vse, skoncentriraš se na otroka, na igro, na njegove sposobnosti. Na koncu dneva pa vedno zapustiš smučišče z veseljem, no ne z veseljem, ampak z veseljem v srcu in važno je, da uživaš v svojem delu in to je to. Je težko smučati? Ja. Kaj ste se naučili danes? Naučili smo se, kako se ustavimo. Pa malo smo povadili tudi tako, je bilo zabavno, pa smo se veliko naučili, pač plug pa to. Ko smo končali, smo pa jedli, zdaj ravno kar in jedli smo pa hodak. Ja, današnji dan smo razdelili na dva dela. Eden je, se pravi, prvi del je od 9 do 11, v katerem gostimo, vidite za nami, 150 otrok. Potem pa še drugi del od 11 do 1, ko imamo še drugih 150 otrok in potem zaključek ob 1:30 na plaži na Krvavcu. Naročili ste tudi odlično vreme, kako vam to uspe? Ja, to pa očitno tudi vzgoraj vejo, da imamo dober namen, tako da hvala vsem od zgoraj. Veliko pozornosti namenjajo tudi podrobni analizi napredka otrok. Ja, vsako leto naredimo analizo, predvsem nas zanima vsako leto, koliko otrok je prvič stopilo na sneg, vedno je ta številka čez 50%. Druga analiza je, koliko teh otrok je v prvem dnevu se naučilo samostojno varno zaustaviti, spreminjati smer. Lahko rečemo, da je ta odstotek skoraj 100%, to pomeni, da se večina otrok nauči zaustaviti in spreminjati smer. In to je tisti cilj, ki pač ga mi kot organizatorji akcije nekako imamo, se pravi s pravim pristopom, z pravim poučevanjem in z pravo komunikacijo varnosti otroke spraviti prvi dan do tega, da se varno naučijo zaustaviti, da spoznajo tiste osnove in da lahko potem seveda ta znanje nadgrajujejo. Najmlajše so tudi letos navdušili policaji, ki so jih seznanili z osnovami varnosti na smučiščih. V prvi vrsti na tej akciji, na tem projektu in na podobnih projektih ozaveščamo v prvi vrsti mlade, da so na smučišču niso sami in da morajo poskrbeti za lastno varnost in posledično tudi vse gledalce in poslušalce preko medijev, da vedno pazijo na ranljive skupine in v prvi vrsti so to ravno otroci. Kako otroci sprejemajo vaše nasvete? Otroci so daleč najbolj hvaležna publika, z veseljem se pogovarjajo z policisti, veliko vejo o varnosti na smučiščih, vendar se je zavedati potrebno to, da se otroci največ naučijo iz vzora, tako da tiste informacije, ki dobijo od policistov in tisti, ki skrbijo za red na smučišču, to je samo en segment varnosti. Največ pa lahko naredijo učitelji smučanja oziroma starši, ki svojim vzorom kažejo, kako se je potrebno obnašati na smučišču. Kateri so tisti glavni vidiki, ki zares si želite, da si jih zapolnijo? Ja, najbolj svetujemo, da se pred smučanjem ali med smučanjem starši in ostali odrasli, s katerimi otroci smučajo, ustavijo na vznožju smučišča in pogledajo tistih značilnih 10 FIS pravil, ki so prilagojeni ravno otrokom in na tistih nasvetih gradimo varnost na smučišču. Kaj ste se naučili danes? Danes smo se naučili smučati, pa bremzati, pa zavijati. Naučili smo se smučati, hitro vožnja, kako se zavija, pa bremzati. Zavijati, se zaustavljati. Gledate smučanje po televiziji, poznate kakšno slovensko smučarko ali smučarja? Katera? Peter Prevc. V bistvu smo nekako, ko se je pač ta ideja porodila za šolarje na smuči pred 5 leti, nekako tudi mi bili mnenja, da recimo smučanje v Sloveniji pač malo izgublja, bi rekel, je malo v zatonu. Smučanje je bilo včasih, bi rekel, nekako nacionalni šport
in skozi ta leta, ko je bila kriza, se je v bistvu to kar malo izgubilo. In moram reči, da s to popularizacijo športa, kjer pač je namen šolarja na smuči, smo nekako uspeli in smo v bistvu, bom rekel, skozi ta leta dosti otrok privabili na smučišča in tudi posledično imamo zdaj v tečajih, ki jih pač izvajamo tukaj v šoli naši, bom rekel, zelo velik opis in tudi po Sloveniji, ko se pogovarjamo z drugimi šolami, je isto. Je v bistvu, bom rekel, smučarija spet na takem nivoju, ko je bila mogoče pred 10 leti. Od vsega začetka je glavni ambasador akcije Šolar na smuči Jure Košir, ki se v družbi otrok vedno znova spominja tudi svojih prvih korakov na smučeh. Jaz sem zelo vesel, da sem del te akcije, da je poteka že 5. leto. Vsako leto je bolje organizirano, vsako leto imamo več otrok na snegu in zelo lepo je delovati v tej smeri, kajti vemo, da alpsko smučanje ima zelo dolgo zgodovino v Sloveniji, zelo malo se naredi za propagiranje tega športa. Ne govorim tukaj o tekmovalnem športu, ampak nasplošno o dejavnosti. In otroke, predvsem tiste, ki se še niso seznanili s alpskim smučanjem, ki še niso bili na snegu, želimo pripeljati na sneg, jih naučiti smučati in vsi vemo, kako se otroci hitro naučijo in smo zelo zadovoljni z rezultati in s tem res velikim številom otrok, ki so šli skozi naš program. Kaj otroke najbolj zanima, kaj najbolj sprašujejo? Ja, otroke najbolj jih zanima zabava, tako da skušamo tudi za to dobro poskrbeti, za dejavnosti tudi poleg smučanja, ampak se vam povem, ko se otroci namenijo nekaj naučiti, ko posvetijo svojo pozornost nečemu, potem gre zelo hitro. Kako se vi spominjate vaših prvih korakov? Zelo lepo, definitivno je bilo več snega kot zdaj, če tako gledam povprečno. In moji zimski dnevi, definitivno spomini na te dni so povezani s smučanjem. Jaz sem bil cele dneve zunaj, naredil ogromno voženj, tudi sam, še preden sem začel trenirati, kajti tudi malo manj stvari bilo v tistih časih, katerim je šla otroška pozornost. Tako da to je bila ena izmed iger in smučal sem od nekdaj zelo rad. Akcija Šolar na smuči je gotovo najbolj zaslužna, da smučanje med najmlajšimi znova pridobiva na popularnosti. Toda vse, ki so v akciji udeleženi, čaka v prihodnosti še veliko dela. Predvsem pa želimo, da bi nazaj upeljali v kurikulum smučanje. Tako kot imamo plavanje zapovedano, zato da se naučijo otroci plavati, želimo, da imajo tudi v prvem delu osnovne šole otroci možnost spoznati tako hojo in tek na smučeh, kot tudi osnove alpskega smučanja. Ali je med slovenskimi regijami kakšna razlika pri zanimanju otrok za smučanje? Ne, težko bi rekel, da je kjerkoli kakšna večja razlika. Če pogledamo v Mariboru na račun dostopnosti do smučišča, je ta akcija zelo s pridom izkoriščena, da se bom tako izrazil, tudi logistično se da dobro izpeljati. Enako velja za Roglo, kjer pripeljejo otroce z avtobusi skoraj direktno na smučišče. Tako tudi tukaj vidite na Krvavcu, da je v redu organizirano. Cerkno je podobno z dostopom kot Krvavc, ampak vseeno, ko so enkrat otroci na snegu, se z njimi dela na za njih ustreznem terenu in to je to, kar želimo. Ja, pristop do učenja smučanja je danes gotovo precej drugačen kot nekoč. Tako da prvi sneg, ki je okrog hiše zapadel, sem nataknil na noge kakršne koli že smuči ali tekaške ali alpske in tam okrog hiše štamfal, teptal sneg in se spuščal. V glavnem mene zima še danes, verjetno zaradi teh otroških let, eden najlepših letnih časov. Ja, vsekakor včasih ni bilo toliko ponudnikov alpskega šolanja oziroma vseh teh iniciativ za vpis v individualne tečaje ali skupinske tečaje, tako da marsikaj se je na tej točki spremenilo. Včasih smo se bolj sami učili smučati ali pa če smo trenirali, kakorkoli. Sedaj pa je temu zelo drugače. Imamo res veliko različnih alpskih šol. Vsega je dovolj na pretek, kar se tiče tudi opreme. Bolj dostopne so stvari, kakor so pa že bile včasih. Tudi sedaj družine imajo možnost iti v tujino smučati, si lahko več privoščijo, kot je bilo to možno včasih.
Ja, talent je ena stvar, katera je prirojena, se je ne da naučiti. Tako da več otrok, ki sproba smučarijo, več talentov pa najdemo. Vidimo, da smučanje spet v sponu, tako da je veliko je talentov. Edini princip dela, ki ga sedaj upravljamo s temi šolarji na smuči, je idealen, da se najde tiste otroke, kateri imajo možnost, željo, da postanejo pol bodoči smučarji, dobri smučarji in da uživajo prve smučarske zavoje na našem smučišču. Otroci ne rabijo veliko. Eno kratko vlečnico za naučiti, za smučati, tako da otroci se ne ozirajo na to, ali je 1 meter snega ali čisto malo. Glavno je, da so na snegu, da se naučijo in da smučajo. Ja, želje v prihodnosti so seveda, da bi uspeli spraviti celo generacijo četrtošolcev na sneg. To vemo, da je nekje 20.000 otrok. Mi zdaj v 4 letih smo jih spravili čez 10.000. Z letošnjo akcijo prihajamo tam na 12.500 pa pol. In seveda je veliko tudi na šolah, da se zorganizirajo, da prijavijo, da izpolnijo te kriterije, ki veljajo za ta projekt, namreč da morajo vsaj 90% cele generacije pripeljati v to akcijo, ker s tem kriterijem mi zadostimo našem cilju, da dosežemo tudi tiste, ki nikoli niso smučali. In vkolikor je šola pač ima voljo, ker tudi za šolo to nek projekt je, pač šola mora spraviti te otroke do smučišča in hkrati jim zagotoviti opremo, vkolikor jo ima, vkolikor jo nima, lahko tudi mi, ampak pač nekaj dela, nekaj energije je. In zdaj opazujemo, da šole se po večini vračajo iste, seveda z novo generacijo, malo je pa tistih, ki jih vidimo na novo. Tako da bi predvsem apeliral na tiste šole, ki se do zdaj niso odzvale, da poskušajo. Dejansko je projekt nastavljen tako, da je na šoli v bistvu samo ta del, da jih pripelje od šole do sem in pa da pač pomaga pri tej logistiki in se splača. No, ekipa ne bo tako močna, kot je recimo včasih bila, ampak nedvomno bomo pa imeli zmagovalce, odlične smučarje, ampak bolj bi se obrnil na to, bi rekel, rekreativno, na alpsko smučanje samo po sebi. Kot verjetno veste, ni več del obveznega izobraževalnega programa v osnovnih šolah, tako da otroci gredo na šolo naravi in se naučijo, morajo naučiti plavati, smučanje pa ni več obvezno, tako da gre poklon tukaj šolam, ki se še vedno trudijo otroke pripeljati na sneg in ta akcija je namenjena ravno temu, da jim pomagamo to organizirati, da je to brezplačno in da seveda to, kar je včasih bilo samoumevno, da se vsak otrok nauči smučati, da nekako vzpostavimo ponovno. Tako kot sem že omenil, jaz čutim, da mi kot Smučarska zveza se moramo potruditi in približati sneg, aktivnosti na snegu, tudi tistim, ki nekako nimajo v svoji najbližji bližini snega. Verjamem oziroma globoko sem prepričan, da dejansko je smučanje je v naših genih, v genih našega naroda in to kulturo želim, da jo gojimo. Ok, smo pripravljeni? 3, 4, zdaj! Šala, razpoti!